OnStar, moje ime je Karin, kako vam lahko pomagam? Dober dan. A mi lahko date, prosim, navodila do centra varne vožnje na Vranskem? Seveda, brez problema. Imam destinacijo pripravljeno za vas, lahko še kako pomagam? To je to, najlepša hvala. Ni za kaj, hvala, ker ste poklicali OnStar, se naprej. Svetovalec je lociral vozilo in nadaljavo naložil cilj v navigacijski sistem, voznik je izbiro le potrdil. Oplov sistem OnStar tako prihrani čas, pa še bolj varno je, če to voznik počne med vožnjo, saj voznikov pogled ostane na cesti in ne na navigacijskem sistemu. Ni skrivnost, da vaje na poligonu, kjer inštruktorji v varnem okolju ustvarijo nevarnosti, ki prežijo na cesti, lahko odtehta izkušnje na tisoče prevoženih kilometrov v prometu. Zato smo tudi letos organizirali delavnice Najboljši poslovni vozniki, na katerih je svoje vozniške veščine preverilo in utrdilo prek 100 službenih voznikov iz 26 slovenskih podjetij. V bistvu nam je bila ideja, ki nam jo je Medij Finance predstavil pred 3 leti, zelo blizu. Opel je uveljavljena avtomobilska blagovna znamka. Praktično vsaki 10. Slovenec, ki avto uporablja za privatne namene, vozi Opla. Skozi tretjega partnerja v tem projektu, v bistvu, to je Center varne vožnje na Vranskem, ki na nek način gosti te dogodke, smo našli res odlično sinergijo za sodelovanje z Medijem Finance. S pomočjo AMZS inštruktorjev in za volanom Oplov Astra, Mokka X, Zafira in Adam S so se tekmovalci sprehodili skozi različne izzive. Vaja na hidravlični plošči ponazarja dotik drugega avtomobila v naš avtomobil. To se nam kar pogosto dogaja na cestah, samo dotik od zadaj pa nas že odnese. Bravorči! In pri tej vaji je zelo pomembno prvič naš reakcijski čas, pravilno vrtenje volana in pa predvsem kako hitro znamo volan pravilno zavrteti in pa potem seveda avto tudi poravnati. In ravno zaradi tega smo za hidravlično ploščo postavili pare stožcev. Namesto obcestne ograje, jarka ali drugega vozila so manj spretni oziroma najbolj presenečeni tukaj podrli zgolj stožce. Čeprav so mnogi tesnobo ob nenadnem odnašanju zadka izkusili prvič, so večinoma dosegli odlične rezultate. Nato so se tekmovalci podali na orientacijsko vožnjo z nekaj vmesnimi točkami, prva je bila na Celjski koči. Jesen je povezana tudi z martinovanjem, to pa večinoma z alkoholom, ki nikakor ne sodi za volan. Tekmovalci so se zato preizkusili v metanju pikada z očali, ki simulirajo 1,2 promila alkohola v krvi. Zamegljen vid je pripomogel k temu, da več kot pol ekip sploh ni zadelo tarče. Nadaljevali so proti teharjam, pri čemer so dodobra spoznali tudi Oplovo novost. V Oplova vozila smo tudi v Slovenijo s septembrom pripeljali sistem OnStar in moram reči, da je sistem OnStar na voljo v vseh modelih, ki jih prodajamo, osebnih vozil. Ključni prednosti sta dve. In sicer kot prva je SOS klic za pomoč, to je osnovna funkcija sistema, druga je pa bolj, bi rekla, uporabniku prijazna, se ponuja številne funkcije in storitve, ki lajšajo vsakodnevno vožnjo. Nekateri so slabo prebrali navodila in se med potjo najprej za kratek čas izgubili, v Vojniku pa sta jih medtem že čakala malica in zanimivo parkiranje. Vsi udeleženci so morali zapeljati vozilo najprej naravnost, potem pa čim natančneje parkirati vzvratno. Merili smo oddaljenost od ovire. Udeleženci so se kar precej zanašali na to kamero. Pol metra ima še, 5. Tudi videti je bilo, da so parkirali na dotik, kar najverjetneje s svojimi vozili ne počnejo prav pogosto. Še malo. Bo? Takne si se! S pomočjo sistemov v Oplovih vozilih so poskusili čim bolj natančno parkirati in seveda so vozniki ugotovili, da je odličen pomočnik tudi publika. Za konec so tekmovalci odpeljali še zahteven slalom, pri čemer smo jim merili čas. Namen te vaje je bil ne, da postavimo klasičen slalom, pač pa da postavimo skupek zahtevnih kombinacij od vožnje po drseči podlagi do spretnosti v zožanju. Namen tega je, da pokažejo tekmovalci, kako dobro znajo obvladovati avtomobile, kako dobro znajo prilagoditi hitrost dejanskim razmeram na cesti in kako natančni so pri svoji vožnji. Tekmovalne enote so se odrezale zelo dobro, seveda natančnost ima vedno prednost pred hitrostjo. Ob koncu dneva so se 4 ekipe uvrstile na sam vrh, saj so na koncu dneva zbrale najmanj kazenskih točk. Priznanje so prejeli člani ekip podjetij Advantage Austria, Zarja Elektronika, Novi Plamen in Butan Plin.
Pohvale pa članom ostalih 22 ekip, ki so se domov odpeljali bogatejši za nove vozniške izkušnje in spoznanja. Če se ni tako fajn zanesti vedno samo na GPS pa na navigacijo, ampak da malo vklopiš tudi možgane. Ja, niso vse zemljevidi pa GPS, tudi teleportacija. Super je bilo, ampak če bi pa vsi imeli OnStar, se pa ziher noben ne bi zgubil. OnStar moje ime je Irene, kako vam lahko pomagam? Živjo, domov bi šel. Ja, gospod, z veseljem vam pomagam, mi date naslov, lepo prosim. Veš kaj, lahko do tebe.